Hvala lepa in še enkrat pozdrav z moje strani. Izredno me veseli, da smo danes tega del pomembnega dogodka, ki kaže, kaj se da narediti v sodelovanju z industrijo ter inštituciji znanja pri oblikovanju velikih vrednosti. Ključno je, da sodelujejo tako velika podjetja kot mala in srednja, vsega, kjer se kaže skupni interes. Na ta način prihaja namreč do koncentracije znanja in idej, kar lahko pripelje do višje dodane vrednosti vseh vključenih podjetij in prispeva k večji konkurenčnosti gospodarstva. Slovenija je odvisna od mednarodnega trga, zato je poudarek na povezovanju še toliko večji. Danes smo dobili in slišali veliko konkretnih predlogov, za njihovo realizacijo pa je potrebna tudi konkretna podpora s strani države, seveda v okviru obstoječih inštrumentov. Namreč na področju inovacij se moramo v naslednjem desetletju spopasti z nekaterimi bistvenimi izzivi. Velik izziv je zagotoviti stabilne spodbude države za znanost, za podjetniške naložbe v raziskave in inovacije. V zvezi s tem ne moremo računati le na evropska sredstva, ampak tudi na našo premišljenost pri dodeljevanju nacionalnih sredstev za ključne instrumente, ki bi jih morali izvajati vsako leto. Na našem ministrstvu bo glavni izziv okrepitev agencije Spirit za področje inovacij in tehnologije. Naslednji izziv je nenehno povezovanje vseh deležnikov v inovacijskem sistemu. Pri tem je nujna krepitev povezav med raziskavami in inovacijami ter med akademskim svetom in podjetji. Naše ministrstvo se trenutno osredotoča na pripravo ukrepov v okviru načrta za okrevanje in odpornost, ki bo imel osrednjo vlogo pri pospeševanju dvojnega prehoda. Ključno je, da podjetja razmišljate o investicijah, s katerimi boste na različnih segmentih poleg rasti, dodane vrednosti in konkurenčnosti krepili tudi pozitivni vpliv na okolje. Kot je bilo že rečeno, se danes naš državni sekretar, gospod Čuš, ni uspel udeležiti tega pomembnega dogodka in se vam tudi opravičuje. Mi bomo vsekakor prenesli vse izsledke tega dogodka in ugotovitve teh okroglih miz. Veseli nas, da je Makro glavni povezovalec in da so rezultati konkretni predlogi. Preden pa zaključim z mislijo, naj samo poudarim, prejšnji teden sta imela sestanek ministrica za izobraževanje, znanost in šport in direktor Evropske vesoljske agencije, kako prenesti ESERO projekt v Slovenijo. To je projekt, kako pospešiti učenje šolskih, to se pa osnovno in srednješolskih otrok o vesolju. Pa to s tem ne mislimo samo o vesolju, ampak vse, kar je povezano. Matematične veze, fizika, biologija, kemija in jih pripraviti na poklice prihodnosti. To se nam zdi zelo visok, izredno velik uspeh, z katerega se nadejamo, da bo ta realizacija tudi za prihodnje rodove uspešna. Naj pa zaključim z besedami Henryja Forda, ki je rekel: stopiti skupaj je začetek, ostati skupaj je napredek, delati skupaj je uspeh. Hvala lepa.